Zdravo, prijatelji narave. V današnjem videu vam bom poskušal predstaviti, kako izgleda tečaj preživetja. Ne samo pri nas, ampak tudi, bom rekel, bolj na splošno. Sem Lari Žurga, vodja preživetja, torej šole preživetja Laris. Torej v naši šoli učimo oziroma stremimo k temu, da osveščamo, učimo ljudi vseh starosti praktično o tem, kako biti dobro pripravljen na nepričakovano. Ostanite z mano do konca, ker vam želim potem še namigniti ene par namigov. Zdaj se pa vrnemo kar k temu, kako izgleda sam tečaj. Se pravi, tečaj je neko usposabljanje za preživetje v naravi ali pa v naravnem okolju, ali pa v divjini, če hočete, za uporabo veščin že iz same kamene dobe, če hočete. To vključuje, se pravi, izgradbo zatočišč iz razpoložljivih materialov, ki jih najdemo, kurjenje ognja, iskanje vode, prepoznavanje žitnih rastlin, izdelavo orodij, lov in lovljenje živali s primitivnimi napravami ter izdelavo zaščitnih oblačil ali pa odej iz naravnih vlaken in tako naprej. Se pravi, podobne programe imajo tudi različne šole, fakultete, mladinske skupine, posebni tabori. Torej, s tem, da tam vključuje mogoče tudi neko kampiranje na kakšni visoki nadmorski višini in pa plezanje ali pa mogoče izlet z nahrbtnikom. Zavetišča, zgrajena pri usposabljanju za preživetje, vključuje naravne bivake ali tipije iz vej, pokritih s travo, lubjem, listjem in blatom, zavetišča v skalah in snežne luknje. Postelje so narejene iz vej in trave, v mrzlem vremenu pa se lahko gradijo na kamnih, segretih na tabornem ognju. Ogenj zanetimo z netivom, narejenim iz lubja, torej suhega lubja, zdrobljene trave. Prižgemo lahko z iskro iz kremena, magnezijeve palčke, trejni les obles s pomočjo rok ali pa samega loka. Sami udeleženci se naučijo, kako pridobiti vodo iz prsti s kopanjem raznih lukenj, pobiranjem rose, stiskanjem blata, izgradnjo nekih destilatorjev, torej kako vodo iz rastlin dobimo in tako naprej. Prepoznavajo žuželke, torej za zagotavljanje pač neke nujne hrane, spoznajo pasti za ptice, za drobno divjad, kako se lovi s puščicami ali pa metalnimi palcami, kako se z mrežami lovi, kako se pač naredi orožje iz kosti, če hočete. Potem, kako se iz kamen obdeluje, da se lahko neko konico naredi in tako naprej. Se pravi, naredi se razne loke. Po zaključku samega usposabljanja vsak udeleženec prejme seveda diplomo, v kateri so tudi navedene same veščine, katere je pridobil med samim tečajem. No, kot zanimivost bi vam pa rad povedal, ker sem prej rekel, da si več teh vsebin, kako ti naši tečaji izgledajo, za boljši občutek pogledate v naših prejšnjih videih. Ali se tu pač napišite osnovni tečaj Laris ali kaj takega, pa boste našli. Torej, kjer boste bolj nazorno si lahko pogledali fizično, kako to izgleda. In seveda, če ste si ta video ogledali do tu, vas seveda vabim, da všečkate ta video. Seveda, če ste opazili, da vam je všeč in pa da ste opazili neko, dajmo reči, dodano vrednost. Še naprej se bom trudil, da dam čim več od sebe, da boste izvedeli čim več koristnih informacij z našega področja. Hvala za vašo pozornost, se vidimo v naslednjem videu, seveda na temo preživetje v naravi ali v urbanem okolju. Bodite pripravljeni, z vami sem bil Lari Žurga.